Dobrodošli na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Nekako smo se zdaj kar navadili te informativne dneve imeti bom rekla, nadaljavo, ker smo ugotovili, da se vsi nekako lažje zorganiziramo, glede na to, da ste zaposleni in po službah, kot pa prihajati na lokacijo. Seveda pa, če boste imeli dodatna vprašanja, imamo tudi uradne ure, kjer se lahko dobimo v živo. Zdaj pa najprej, da pogledamo in verjetno ste se že, ko ste se sploh prijavili na naš informativni dan, spraševali, zakaj postati strokovnjak z področja računovodstva in financ. Zdaj, eno je verjetno že delate na tem področju, rabite dodatna znanja in veste, da s tem lahko vplivate na odločitve v podjetju. Ker želite postati mogoče vodja finančno-računovodske službe, pa rabite neko formalno izobrazbo, ali želite postati svetovalec poslovodstvu, ki se skupaj z njim odloča o prihodnosti podjetja. In ker vemo, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodja. In to vemo, da je danes že dokaj enostavno opravilo, se že 86% vseh funkcij v računovodstvu je avtomatiziranih in v bistvu še eno kandidatko smo spustili not, je v bistvu vključevanje računovodstva v poslovanje zelo, zelo pomembno. To se pravi, to, bom rekla, so verjetno nekako osnovni razlogi, zakaj razmišljate za študij z tega področja. Zdaj, prednosti in koristi za slušatelje, če študirate pri nas, so vsekakor aktualne vsebine z področja računovodstva in financ. Slušatelji hitro pridobijo in nadgradijo informacije, ki jih pač potrebujejo pri svojem delu, in vse to je takoj aplikativno v praksi. Kajti naši predavatelji so strokovnjaki svojega področja in se vsakodnevno ukvarjajo s vprašanji, ki jih predstavljajo. Prednost naših predavateljev je to, da v bistvu dopoldne delajo v stroki, to se pravi financah, računovodstvu, popoldne pa so v predavalnici in delijo svoje izkušnje in znanja z našimi študenti. Tako da je izobraževanje tudi potem podkrepljeno s koristnimi pripomočki, ki jih lahko slušatelji takoj potem uporabijo pri svojem delu. Kako postati dober računovodja ali finančnik? Zdaj imate dve možnosti. Ali se priključite študijskemu programu in dobite formalno izobrazbo, ali pa pridobite enega izmed certifikatov, kjer dobite specifična znanja, ki jih potrebujete pri svojem delu. Zdaj, študijski programi in certificirani programi, ki jih pri nas ponujamo, so na dodiplomskem študiju iz smeri računovodstvo in finance. To se pravi 2 smeri, vi ste v 2. letniku pravzaprav opredelite za smer. Prvi letnik je enak za vse, potem pa se opredelite, ali boste vzeli smer računovodstva ali finance. Potem magistrski študij, tukaj pa je ena smer, to so forenzične preiskave v financah in računovodstvu. In imamo 3 certificirane programe, to je certificiran poslovodni računovodja, certificiran preiskovalec prevar in dokaj nov, najnovejši program certificiran strokovnjak za obračun plač. Pa si poglejmo vsakega od teh posebej oziroma najprej, kaj pa skupno vsem našim študijskim programom. To je vsekakor ta prostor za zaupanje in nadaljnje sodelovanje, da je vsa literatura, elektronska študijska literatura, naložena že v spletno učilnico, prav tako dodatno literaturo, ki jo potrebujete pri študiju, to se pravi, ki jo nosilec predmeta predpiše, ponujamo tudi v naši knjižnici, ki je poimenovana po profesorju dr. Ivanu Turku, ki vemo, da je nekako kar oče računovodstva v Sloveniji. Potem pridobite izobrazbo ustrezne stopnje, glede na študijski program, ki ste si ga izbrali, razpoložljivost predavateljev. Predavatelji vam niso na razpolago samo v času predavanj ali poteka predavanj, ampak z njimi lahko preko spletne učilnice, preko mailov komunicirate ves čas študija. Poskušamo nekako študij prilagoditi po meri študentov,
Pri nas imamo samo izredne študente, kar pomeni, da vsa predavanja potekajo v popoldanskem času, od ponedeljka do vključno četrtka, ob petkih praviloma nimamo predavanj in tudi čez vikend ne. In sicer od 16:30 pa do 20. ure zvečer. To so predavanja. Zdaj, 2 leti že izvajamo tudi kombinirano obliko študija, to pomeni, da vsa predavanja tudi posnamemo in posnetke predavanj odložimo v spletno učilnico, tako da tudi, če kdo ne more priti na predavanje v učilnico ali se ne more priključiti predavanju, če le to poteka po Teamsih, tako kot se mi danes tudi smo dobili, lahko posnetke predavanj pogleda naknadno oziroma kolikokrat želi do 3. izpitnega roka. To se pravi, vsako študijsko leto so 3 izpitni roki in to se pravi, si sami seveda glede na svoj tempo in čas in zmožnosti, glede na to, da ste zaposleni, pač odločite, kdaj boste kakšen izpit naredili. Predavanja potekajo nekako tudi tako, 2 predmeta hkrati poslušate, je od 4 do 5 predavanj ali tudi 6, odvisno od obsega predmeta, in potem po končanem predavanju čez 14 dni ali 3 tedne je potem prvi izpitni rok, potem pa se izpiti razporedijo spet, ne vem, čez 2 meseca, naslednji izpitni rok in tako dalje. To se pravi, res poskušamo študij prilagoditi študentom, ker se zavedamo, da ste študenti ob delu in da imate še veliko ostalih obveznosti. Prav tako tudi, bom rekla, kombiniramo in vam predmete, ki niso vezani po znanju en na drugega, omogočimo, da lahko poslušate tudi že kakšen predmet iz 2. letnika ali 3. letnika, odvisno, ker vseh predmetov ne izvajamo vsako leto. Ampak zagotovimo, da lahko pridobite ustrezno število ECTS-ov, ki je potrebno za napredovanje v naslednji letnik. Ampak to vam potem vse ob vpisu zelo natančno razložimo in potem po urniku vidite, katerim predmetom se lahko pridružite. No, to sem pa tudi že omenila, da predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času. Nekako se nam zdi, da smo kreativni pri študiju, saj vso gradivo je odloženo v e-učilnici. Tudi preko te e-učilnice je kot en portal, preko katerega tudi komunicirate. In vi, študentje, med sabo, včasih je tudi delo v skupinah, z vašim predavateljem komunicirate, to se pravi, so oblikovani forumi, preko katerih se lahko pogovarjate. Veliko je praktičnih primerov, ki se rešujejo v skupinah, in pa tudi seminarske naloge, kjer pa rešujete svoje probleme v podjetju. Zaželeno je, da če že delate, na primer v računovodstvu ali v financah, da obdelate nek svoj problem, s katerim se srečujete v seminarski nalogi. Če še niste zaposleni in nimate te možnosti, vam z kakšnim praktičnim primerom pomaga predavatelj, vam da podatke, to se pravi, rešujete nek pač problem kakega drugega podjetja. Tako da tu vam vedno pridemo na roko, se pravi, ampak večina študentov najde lastne primere v svojem podjetju. No, zdaj pa res pojdimo na posamezne študijske programe. Najprej dodiplomski študij, kot sem že omenila, sta 2 smeri, računovodstvo in finance, raven izobrazbe, ki jo pridobite, 6/2, študij pa traja 3 leta, izpiti in pa praksa in diploma. Zdaj, če ste že zaposleni in delate v računovodstvu, je velikokrat praksa priznana, date vlogo za priznavanje prakse. V primeru, da pa ne delate na področju računovodstva, pa ste zaposleni, pa pogledamo, kaj delate, in potem mora biti del prakse priznano, del morate še kje drugje opraviti, čisto odvisno od vašega dela, ki ga opravljate. Naziv, ki ga dobite, je diplomirani oziroma diplomirana ekonomistka. Potem je magistrski študij, forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Ponosni smo, da je to prvi in edini študij v Sloveniji s takšnim programom in je v bistvu
za ljudi, ki so malo detektiva po svoji naravi. To se pravi, vas zanima, kaj se je dogajalo v ozadju oziroma zakaj so neki poslovni dogodki zabeleženi na način, kot so. To se pravi, za tem študijem pa dobite drugo bolonjsko stopnjo, to se pravi, raven izobrazbe je 7, trajanje je 2 leti, kjer delate izpite in pa magistersko nalogo, napišete, tukaj ni predvidena posebna praksa in dobite naziv magister, magistrica financ in računovodstva. Kako je z šolnino? To se pravi, dodiplomski študijski program, šolnina znaša 2850 € na leto oziroma 3050 € za kombinirano obliko študija. Kaj pomeni oziroma kakšna je razlika med normalno obliko študija in kombinirano obliko študija? Je predvsem ta, da pri kombinirani obliki študija lahko opravljate tudi izpite na daljavo. To se pravi, se odločite, da sploh ne boste hodili v predavalnico, boste spremljali posnetke predavanj ali se direktno vključevali, tudi vso komunikacijo z predavatelji izvajali preko spleta in tudi izpit opravljali preko spleta. To je kombinirana oblika študija. To se pravi, ker vam poleg normalne oblike nudimo še ta dodatek. Potem šolnina kot taka je razdeljena na 200 € vpisnine in pa potem razlika je pa sama šolnina kot taka, 2650 oziroma 2850. Plačate lahko v 10 obrokih, če plačate pa v enkratnem znesku, je pa 50 € popusta. No, na koncu je seveda še dodatno pristop k diplomski nalogi, ki znaša 500 €. Magistrski študij, to se pravi, spet ponujamo obe obliki, normalno obliko študija in kombinirana oblika študija. Normalna oblika stane 3350, kombinirana 3550, tu je vpisnina 350 in potem seveda razlika šolnina. Ravno tako lahko plačate na 10 obrokov in plačilo v enkratnem znesku pomeni 50 € popusta. Pristop k magisterski nalogi je 750 €. Kaj vse je všteto v šolnino? To je tudi članstvo v naši knjižnici, 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih pač izvajamo v okviru Visoke šole za računovodstvo in finance, vključitev v alumni klub po končanem študiju. Alumni klub je v bistvu klub diplomantov, magistrantov in se tudi po študiju povezujejo, izmenjujejo znanja. Redno imamo vse enkrat do dvakrat letno srečanja z bivši, to se pravi študenti, ki so že zaključili, da pride malo do izmenjave izkušenj. Neposreden kontakt s predavatelji, ki kot sem rekla, so strokovnjaki iz prakse, in pa seveda kontakt z ostalimi vašimi sošolci, ki so računovodje in študirajo na naši šoli. Poleg vsega tega vam nudimo še kar nekaj obštudijskih dejavnosti, kot so raziskovalni projekti, po kreativni poti do znanja, udeležbe na konferencah, seminarjih in delavnicah, mednarodno izmenjavo in pa objavljanje strokovnih člankov v naši reviji Poslovodno računovodstvo. To se pravi, zelo si želimo in vas spodbujamo, da tudi na tem področju sodelujete, raziskujete, ker v bistvu tu pridobite potem zelo bogate izkušnje. Potem je certificiran poslovodni računovodja, ali kot ga s kratico imenujemo CPR, primerljiv je z mednarodnima programa CIMA in IAMA. Znanja, ki jih pridobite, pa so za podporo odločanja, izdelava analiz, priprava računovodskih informacij. Program je namenjen tako menedžerjem, članom uprav, poslovodstva, je za diplomirane ekonomiste, financ, prava, organizacije dela in drugih sorodnih področij. To se pravi, zelo široko področje pokriva. Potrebna izobrazba, to se pravi predhodna, je srednješolska ali višješolska izobrazba ob ustreznih delovnih izkušnjah.
Naziv, ki ga pridobite, je pa seveda certificiran poslovodni računovodja in tudi se potem vpišete, če želite, v naš register certificiranega poslovodnega računovodja. Potem je tu program certificiran preiskovalec prevar, ki je primerljiv z mednarodnim programom ACFE. Pridobite pa znanje iz preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar v financah in računovodstvu. Namenjen je oziroma za diplomirane ekonomiste, financ, prava, organizacije dela in sorodnih področjih. Vpis pa je možen s srednješolsko ali višješolsko izobrazbo ob ustreznih delovnih izkušnjah. In naziv, ki ga dobite, je certificiran preiskovalec prevar. Prav tako je tukaj možnost vpisa v register, ki je potem javno objavljen tudi na naši spletni strani. Kotizacija za ta dva programa je 2100 €, lahko se plača od 2 do 10 obrokov. Cena pa vsebuje študijsko literaturo in 3-kratno opravljanje izpitov, všteto še potem 30% popust na vsa ostala izobraževanja, vpis v register strokovnjakov, neposreden kontakt s predavatelji in pa seveda kontakt z ostalimi računovodji, vašimi sošolci, ki študirate na VŠR. Prav tako je vključena še 50% popust za dostop do finančno-računovodskega portala, ki smo ga izoblikovali v okviru Visoke šole za računovodstvo in finance. V okviru tega portala izhajata 2 reviji, to je revija Poslovodno računovodstvo in Računovodstvo od A do Ž, ki obravnava zelo praktične primere s področja računovodstva in financ. In še zadnji, tretji certificiran program je certificiran strokovnjak za obračun plač. Je dokaj nov, prvič smo ga izvedli lani aprila 2021. To je izpopolnjevalni program v obsegu 8 srečanj, medtem ko sta prejšnja 2, ki sem jih predstavila, trajata 1 leto. Izvaja se 2-krat letno, en termin je vedno april-maj in drugi september-oktober. Pridobite 10 kreditnih točk, prav tako je možen vpis v register certificiranih strokovnjakov za obračun plač in potem je tudi zagotovljeno redno izobraževanje za osvežitev znanja. Cena tega programa je 1200 €, tretja generacija pa začne s predavanji v sredo 13.4.2022. To se pravi, vidite, ta certifikat ni vezan na šolsko leto, ampak se 2-krat v šolskem letu izvede. Kdaj se lahko vpišem v šolo? To se pravi, uradni vpisni roki, to se pravi, tečejo, so se začeli 15.2. in do 25.7. Potem so počitnice in potem se spet začnejo ponovni vpisi 19.8. do 22.9. in ti roki veljajo pravzaprav preko portala eVŠ. Medtem ko se lahko vpišete kot občan celo leto k nam, vendar potem, če želite dobiti formalno izobrazbo, se enkrat morate vpisati tudi preko eVŠ. Vpis v višji letnik poteka po merilih za prehode in priznavanje predhodno pridobljenih znanj. To se pravi, če je kdo od vas morebiti že končal višjo šolo, če je iz področja računovodstva in financ, lahko se vpiše v drugi letnik in potem se pogleda, če še kakšne izpite lahko uveljavlja, če so sorodnih vsebin, to pač da vlogo na Komisijo za študijske zadeve. Vpisujemo tudi v Mariboru, to se pravi, na 2 lokacijah izvajamo izobraževanje, Ljubljana in Maribor. V Mariboru je samo v bistvu neposreden prenos predavanj in da se opravljati izpite, drugače pa formalno izvajamo predavanja v Ljubljani. Ključno je, da je moto naše šole iz prakse za prakso. To se pravi, povezujemo naučenost s svojim poslovnim okoljem in učenje na primerih iz prakse in probamo vas čim bolj vključevati v praktične projekte. Danes sem že omenila ta projekt Po kreativni poti do znanja. To je projekt, ki se vedno razpiše enkrat na leto s strani ARRS in v bistvu
tukaj potem skupine študentov konkretno za določeno podjetje rešuje nek problem. Zelo zanimive stvari, tudi v tem primeru velikokrat je možno dobiti del tudi denarne nagrade, ker je to sofinancirano, ko pride do uspešne rešitve nekega problema. Tako, to je bilo na kratko predstavitev naših programov. Zdaj najdete nas na naslovu Stegne 21C v Ljubljani, v Mariboru smo na Partizanski cesti 26. Tukaj sta navedeni tudi telefonski številki, referata Ljubljana in referat Maribor. Vsi ti podatki so pa seveda tudi objavljeni na naši spletni strani in če imate konkretna vprašanja, samo da jaz zdaj spet se povežem z vami. Tukaj zdaj neham deliti. Zdaj pa se verjetno spet vidimo. Zdaj pa sem vam na razpolago za vaša vprašanja. Zelo bom vesela vaših konkretnih vprašanj. Verjetno se vam je kakšno vprašanje porodilo. Tako da kar korajžno vklopite zvočnike, vklopite kamero, da se bomo videli in se bomo lažje pogovarjali. Ni nobenih vprašanj? Ja, jaz bi vprašala, glede, rekli ste, da bodo predavanja v Ljubljani, pa s prenosom v Mariboru. To pomeni, da tudi pričakujete online predavanja, da bi se lahko od doma... Da bi neposredno spremljali predavanje, to mislite, ne? Zdaj, v letošnjem letu nismo tega prakticirali, to se pravi, če se niste mogli predavanja udeležiti, če bi bilo v predavalnici, je bil drugi dan do 12. ure posnetek na razpolago. Ste ga lahko pogledali. Razen, če je generalno pač zaradi korone ali pa kateri profesor se odločil, da bo predavanje izvedel preko Teamsa, potem ste pa imeli vsi možnost se vključiti, tako kot smo mi zdaj povezani in je bilo predavanje preko Teamsa. Zdaj, zelo razmišljamo tudi o hibridni različici, to se pravi, da bi del slušateljev lahko bilo v predavalnici, del pa se tudi priključilo, ampak še moramo tehnično pogledati, če bo to možno izvedljivo, tako da to vam 100% ne upam obljubiti, ampak posnetki predavanj pa v vsakem primeru bodo. Samo do 12. ure naslednji dan ali za daljši čas? Ne, naslednji dan do 12. ure imate vedno posnetek predavanj naložen v spletni učilnici. Tako da v bistvu, tako bom rekla, če je v torek predavanje, vi ga v sredo popoldne že lahko gledate, ker verjetno dopoldne nimate časa ali pa po 12. ga že lahko si pogledate, ne? Ja, narobe smo razumeli. Šele ob 12. je aktiviran naslednji dan. Ne, da je časovno omejeno to na... Ne. Drugi do 12. ure je naložen, posnetek pa je potem na razpolago v spletni učilnici do 3. izpitnega roka. Tretji izpitni rok, pa nekako gledamo, da so čez celo leto razporejeni izpitni roki, kar pomeni, da so tam tretji izpitni roki maj, junij ali pa tudi lahko septembra, odvisno, kdaj se je predavanje izvajalo. Tako da imate dovolj časa za pogled posnetkov. Tudi večkrat povejo študentje, da večkrat pogledajo kakšno predavanje, ne? Tako da tu ni skrbi, ne? Da imate dovolj časa, da si sami razporejate čas in pogledate, ko imate čas. Kaj pa prisotnost na teh v kakšnem deležu obvezna ni? Ne, pri nas nimamo obvezne prisotnosti, je pa tako, ker imamo včasih delo v skupinah,
Ampak to je vse objavljeno v spletni učilnici, se lahko vi preko foruma potem povežete z sošolci, če niste bili na predavanju in se priključite neki skupini. Zdaj, dostikrat že, bom rekla, profesorji kar sami nekako oblikujemo skupine, glede na to, koliko vas je prijavljenih k nekemu predmetu, pa se včasih med sabo sošolci zmenijo, pa se menjajo v skupini. V glavnem, vse to lahko komunicirate preko foruma. Ni pa obvezno, da bi vi morali biti na predavanjih. Ne kljukamo ali preverjamo tega. Ne. Verjetno je upravljanje kakšnih vaj, pa jih je potem potrebno oddajati. Tako. Tudi domače naloge so, temu rečemo domače naloge ali pa kako projektno delo. Te pa se odda potem v spletno učilnico. Tako da vas čaka gradivo strani predavatelja, to, kar je vam naloženo, da morate narediti, potem tudi vi odložite, ko rešite, in vedno vam bo predavatelj to tudi pogledal in dal nek odziv. Zdaj, včasih nekateri domače naloge ocenjujejo ali pa samo rečejo uspešno, neuspešno, ali vam bodo dali kakšen komentar, odvisno, koliko je v učnem načrtu predvideno, da to predstavlja končne ocene. Zdaj, domače naloge je tako, sicer predavatelj postavi neke roke, ker si želi, da sproti delate, seveda, če se sledite predavanju, če pa vi ne zmorete, vam so ti roki prekratki, ker pa imate druge obveznosti, to javite predavatelju in vam bo dal nov rok, oziroma bo rekel, do pristopa k izpitu je pa treba narediti vse domače naloge. Zdaj bom rekla čisto hipotetično, če bi rekli, jaz bom pa šel to šele na 3. izpitni rok, ker mi zdaj ne znese, in tudi ne boste delali nalog, mogoče samo poslušate predavanja, toliko, da ste v teku, to pač javite profesorju in bo potem on vedel, da pač pred izpitnim rokom naloge pač morajo biti oddane. Izpiti se opravljajo samo kot izpit ali kot kolokvij? Ne, kolokvijev nimamo v tem smislu, izpit je potem vedno na koncu, je pa odvisno od predmeta, najpogosteje je pisni izpit, lahko pa je v kakšnih primerih tudi ustni. Lahko si jaz nekaj vprašam? Seveda. Jaz sem imela malček težav za se prijaviti, pa nisem slišala nič od vašega predavanja in opisa. Mene samo zanima, kaj rok za prijavo na vašo fakulteto je isti kot za druge fakse? Ali? Isto. Za kateri študij se zanimate, za dodiplomski študij? Ja. Tako, zdaj že teče, se že lahko prijavite in do 25.7. je odprt vpis preko EVŠ, ker se morate preko portala EVŠ, potem so kratke počitnice in potem se spet 19.8. odprejo vpisi pa do 22. septembra. Boste pa vsi, ki ste bili prijavljeni na ta informativni dan, dobili posnetek te predstavitve, tako da si lahko v miru še pogledate. Ok, super, najlepša hvala. Ja, tako da niste nič zamudili. In še eno vprašanje, kaj praksa se tudi izvaja? Ja, zdaj glede prakse sem povedala sledeče. Če ste že zaposleni, na primer v računovodstvu ali financah, lahko uveljavljate prakso, date vlogo za priznavanje prakse, vkolikor pa niste zaposleni na tem področju, pa ali si prakso poiščete sami ali vam predvsem pomagamo. Smo veliko študentom že pomagali najti prakso. Torej se upošteva na primer tudi kot študentsko delo pri računovodstvu? V računovodskem servisu ali moraš biti prav zaposlen? Ne, ni nujno, da ste zaposleni, ampak računovodski servis vam mora v tej vlogi potrditi, koliko ur ste delali, kakšna dela ste delali, ne. Če vam on potrdi, vsebina je pomembna, ni pomembna oblika, ali ste vi redno zaposleni, ali ste pogodbene delavci. Razumem. Ampak odgovorna oseba iz tistega računovodskega servisa mora napisati, kaj ste vi delali, koliko ur, v katerem obdobju, tako. Dobro, najlepša hvala. Prosim. Še kako vprašanje?
primer, da poslušam nadaljavo, na izpit pa pridem v Maribor oziroma v Ljubljano. Je to potem varianta kombinirana oblika študija za plačilo ali... Ne, če boste vi hodili delati izpite v živo, potem je to normalna oblika študija. Ker vi lahko vse posnetki predavanj so na razpolago vsem. Ne? Edina razlika, to se pravi med kombinirano obliko študija in normalno je ta, da delate izpite nadaljavo in so komunikacijo preko foruma izvajate z vašimi predavatelji nadaljavo. Jih potem ne kličete ali ne pišete maila, pač vse se morate nadaljavo znajti, no. To je edina razlika, ne? Tako da, mislim, jaz vedno pač, ker vem, vsi gledamo na stroške, to je nek znesek, ki ga je treba plačati. Jaz vam svetujem, da se vseeno odločite za normalno obliko študija in se takrat, ker izpitov boste šli, ne vem, 6-7 na leto dela, da se takrat potrudite in pridete na lokacijo, si s tem kar nekaj prihranite denarja, ne? Vam je znesek študija nižji. Razen, če pač iz nekih razlogov pač imate zadržke, nekateri zdaj zaradi korone sploh niso želeli nikamor, ampak jaz upam, da smo to korono malo dali na stran, da nas ne bo več tako pestila, no. Da se bomo s tem malo bolj naučili živeti, tako da. Če lahko še vprašam, kaj pa, če pričakujete, da boste imeli dovolj prijav za certificirane programe, oziroma kaj se zgodi, če jih ne boste imeli dovolj? Certificirani programi, ker so podobne vsebine, se vi delno vključujete k študentom, ki poslušajo te vsebine. Tako da tudi smo imeli že samo po enega in smo vedno poskrbeli za njega, se vključi. Za nekaj specifičnih predmetov so potem konzultacije pri profesorjih, tako da vas ne rabi skrbeti, da vi ne bi mogli narediti študija oziroma to dokončati. Ni težave. Je toliko, ne, vi ste rekli, da se za certificiranega preiskovalca prevar zanimate. Tu je veliko podobnih vsebin, kot jih poslušajo naši magistri. In vi se potem priključite k njihovim predavanjem in vam potem predavatelj je seznanjen, da ima tudi enega kandidata za ta certifikat in on vam potem pove, kaj so vaše obveznosti pri predmetu. Vi nimate polnih obveznosti kot magistri, lahko sicer vse poslušate, ampak vaša literatura, obseg je manjši in potem tudi izpit temu primeren. Kaj pa, če bi se odločila potem vseeno za vpis na magistrski študij, koliko se od tega potem prizna? Ja, tukaj se pa potem, na primer, čisto bom rekla en primer forenzične preiskave v računovodstvu, predmet, ne, ki ga poslušate, zdaj vi na vašem certificiranem programu ga morate obdelati v obsegu 5 ECTS-ov, na magisteriju pa v obsegu 7. In če se bi vi potem, zdaj vi naredite na certificiranem programu ta izpit in pridobite 5 ECTS-ov, pol pa se vpišete na magisterij, bo pomenilo, da še boste tiste manjkajoče vsebine, torej spet delni izpit naredili in pridobili tista 2 ECTS-a. Ok, hvala. Tako. Še kakšno vprašanje? Lidija, mogoče še vi, vas karkoli zanima? Jaz imam eno vprašanje še in sicer jaz sem 6. stopnjo narejeno, pa bi pač šla 6/2. Zdaj sem rekla, da prvoletnik se prizna in pa en del, odvisen od predmetov, se lahko tudi določeni predmeti priznajo za drug letnik. Zdaj, če se kakšni priznajo, a je šolnina ostane ista ali se kaj zmanjša? Ja, glejte, vi se zdaj najprej vpišete v drugi letnik po merilih za prehode, potem pa morate v bistvu iz dokumentacije, ki nam jo boste poslali, mi moramo videti, katere predmete ste vi poslušali in pa vsebine in potem komisija za študijske zadeve odloča o priznavanju izpitov.
In potem se odloča, ali je tu možno kako znižanje šolnine. Aha, super, hvala. Ne. Tako da vam zdaj generalno ta trenutek ne morem dati odgovora, ampak če se ugotovi, da vam je kar en del priznan, je tudi možno potem dati vlogo, da se zmanjša šolnina in je tudi to možno. Hvala. Prosim. Še kakšna vprašanja? Še vas karkoli zanima? Kaj vas je, kako ste izvedeli za nas, kaj vas je privedlo do tega, da ste se danes prijavili, če še jaz malo smem vprašati? Mislim, da na Facebooku. Aha, na Facebooku. Kaj ste na Facebooku gledali tisti zadnji naš posnetek, ko smo imeli informativni dan ali na splošno naša oglaševanja? Oglaševanje, mislim, da je bilo ena splošna. Ja, okej. Vi se pa, Irena, zanimate za katero obliko študija? Nadaljavo, predvsem ekonomist, mislim. Prva stopnja ali druga? Prva stopnja. Prva stopnja. Smer pa računovodstvo, finance, kaj vas zanima? Delam v računovodstvu kot knjigovodja, tako da računovodstvo. Računovodstvo, ja, super. To mi je fajn, ker je nadaljavo, ker moraš hoditi na predavanje in ti kar čas zavzame, pa sploh Ljubljana, vožnja ali pa Maribor tudi, ne. Od kod ste? Laško, v Celju pa Ja, razumem, ja. Saj dosti študentov zdaj kar se poslužuje tega, da gleda pol posnetke, včasih pride na kakšno predavanje, pač odvisno, kako komu znese, ja. Tako da je ta korona zdaj prinesla tudi nekaj dobrega, bom tako rekla, no. Smo se vsi bolj na splet orientirali, ne, prej nismo tega sploh ne počeli, ne, zdaj pa si ne znamo več predstavljati, da ne bi posneli predavanj, mogoče s kakšno izjemo, ampak to bolj na magisterskem študiju, mislim, da 1 ali 2 predavatelja ne dovolita, da se posname predavanje in zato tisto pa je neposreden prenos predavanj potem, ampak na dodiplomcu pa ni problem, vse posnamemo. Navadili smo se že nadaljavo od doma delati, tako da tudi lahko študiramo. Tako, ja, res je. Čisto se je to spremenilo, ne, tako da vprašanje, po moje nikoli ne bo več tako, kot je bilo, ne. Nekih navad novih smo se priučili in nam bodo kar ostale, ne. Kar je tudi dobro. Kar je tudi dobro, res je, ja. Ne. Tako da. Ker v civilizaciji še moramo biti, mislim, takle skupaj v službi še vse moraš biti. Ja, pa se to tudi včasih malo paše, ne. Ja, tako, ne. Ja, glejte, jaz bi tako rekla, če imate še konkretno za vas kakšno vprašanje, pa niste zdaj hoteli se izpostaviti, ali pa že imate kako izobrazbo, pa vas zanima, če bi vam karkoli priznali, pišite nam na mail, pošljite nam se, z veseljem vam bomo odgovorili konkretno za vas, kaj to pomeni. Potem pa, če se res, bom rekla, ste odločeni, čim prej se vpišite in da začnete, no, da se pripravite na to, ker znanje je največje bogastvo, ki ga lahko imamo, nadgrajujemo, vedno nam pride prav, tega nam nihče ne more vzeti, ne. Plačilo je pa potem kdaj vpisu ali... Ko se vi vpišete, je treba plačati to vpisnino, za dodiplomski študij je 200 €, za podiplomski 350, pa za certificirane tudi 200 €, potem pa je tista preostanek pa zdaj lahko v 10 obrokih, se razdeli na 10 obrokov, potem praviloma začnete plačevati prvi obrok z oktobrom, ko se začnejo predavanja in potem 10 mesecev in to se mislim, da ravno izide junija, tako kot je tudi šolsko leto se konča. Ne. Drugače pa seveda, če pa boste rekli, jaz pa plačam to v 4 obrokih ali pa 3 obrokih, potem pa pač
se dogovorimo, lahko rečete 1. oktobra, drugi obrok pol decembra, pol pa ne vem, februarja. Čisto je tu, smo odprti potem za dogovore. Tudi v primeru, da bi vam šolnino plačal vaš delodajalec, to ni noben problem, samo sporočite in se pač pogodba ustrezno na delodajalca potem naglasi in on potem to plača, ne. Tako da, kakor. Kakšno predstavitev programa imate verjetno gor na spletu, nisem še gledala, tako da... Na spletu, na spletni strani so vse predstavitve, tudi letos smo pripravili video posnetke, tako da imate, tudi če boste šli ta video kotiček, boste našli not predstavitev posameznih študijskih programov, potem tudi predstavitev šolnine, kako se lahko plačuje, so posamezni programi, tako da je vse. Tudi ta, pravim, posnetek današnjega informativnega dneva vam bomo vsem poslali na mail, tako da si še v miru lahko pogledate. Jaz upam, da se v jeseni vidimo in srečamo. In da se res odločite, no. Mikavno je, ja, sam finance bo treba urediti. Ja, to je sicer res, ampak tako se mi zdi, no, če se na 10 obrokov razporedi, je potem malo lažje, ne. Nimate pa nobene možnosti, da bi vam delodajalec to plačal, vsak more to sam, ga nosi, mislim, je njegovo breme. Bomo poskusili, če bo kaj. Ja, probajte, ker moram reči, da se v zadnjih letih, koliko opažam, trend povišuje, da vedno več delodajalcev prevzame ta strošek. Se mi zdi, na začetku smo imeli več študentov, ki so sami to plačevali, ne, zdaj pa vedno več tudi delodajalci prevzemajo, tako da probajte mogoče tudi predstaviti pa prositi za to, no, če gre, da je lažje. Prav, če ni več vprašanj, pol bi predlagala, da zaključimo, če, tako kot sem pa rekla, napišite na mail, pokličite, ni problema. V redu? Hvala. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.